NN podcast s Suzano Lovec. Mlajši od 30 let, uveljavljeni, perspektivni, premikajo meje. Veliko prijavljenih, 30 izbranih. Z mano je moja kolegica iz našega medija, Bojana Humar, urednica Forbes Slovenija. Dobrodošla, Bojana. Lep pozdrav. Dobrodošli tudi gledalci in gledalke, poslušalci in poslušalke. To je seveda NN podcast. Hvala, da ste tudi ta teden z mano, z nami. Torej, Forbes Slovenija prvič pripravlja izbor 30 po 30. Gre za prestižni Forbesov izbor 30 posameznic in posameznikov mlajših od 30 let. Take izbore poznamo iz tujine. Torej, gre za osebe mlajše od 30 let, ki s svojimi idejami, delom in dosežki, kot ste napisali, premikajo meje na različnih področjih. Ta izbor, Bojana, je proces, ne? Traja že nekaj mesecev ta proces in ti si na polno v njem. Ja. Bo ta podcast mal predah med tem delom? Si boš malo oddahnila zdaj? Taka predah med dvema etapama, recimo temu, ja. Ker smo po 4 mesecih intenzivnega dela, izpeljave samega nabora kandidatov in potem selekcij. Ta del smo zdaj pripeljali do konca. Zasedala je uredniška komisija najprej, nato ta teden še strokovna komisija in je dokončno določila imena. Tako da, ja, imamo prvi slovenski Forbesov izbor 30 po 30. Imena pa bomo razglasili na posebnem dogodku do takrat, ta dogodek bo 13. novembra in do takrat so imena skrivnost. Torej, ja, to sem hodila reči. Kdo je na seznamu, ne smete razkriti do takrat. Kakšen pa bo ta dogodek? Kakšnega pripravljate na Forbesu? Ne bi želela preveč razkrivati. Mislim, da bo pa res nekaj posebnega. Prvi tak v našem prostoru in mislim, da vsi, ki bodo povabljeni, bi zamudili veliko priložnost, če ne pridejo. Je v bistvu že to povabilo je čast, ne? Tako. Ja. Kaj ste iskali, Bojana? Zdaj gre za 4 kategorije. Podjetništvo, umetnost, kultura, popkultura, to je ena kategorija. Znanost in tehnologija je 3. kategorija in šport kot 4. Kaj ste iskali? Iskali smo mlade, ki v teh 4 kategorijah izstopajo. V pozitivnem smislu seveda na najbolj različne načine. Tukaj tudi vnaprej nismo postavljali kriterijev, ker nismo želeli omejevati. Želeli smo predvsem pridobiti čim večji nabor kandidatov, sploh zato, ker to počnemo prvič. Ja, iskali smo mlade, ki razvijajo prelomne, vroče, tehnološke rešitve, ki stopajo na glasbene, gledališke in druge odre, ki dosegajo športne rezultate, ki vodijo podjetja, z njimi rastejo in tako naprej. Tako da smo iskali res čim širši nabor mladih, ki izstopajo s svojim delovanjem na teh 4 področjih. Meni je, se veš, osebno najbolj ljubo to, da imate tudi te 2 kategoriji, torej znanost in tehnologija in umetnost, kultura. Tukaj, ne, kot si že omenila, ste iskali neke druge stvari kot podjetništvo. Ne štejejo povsod enake stvari, ne štejejo povsod, da tako rečem, samo številke. Ne. So tudi druge stvari, ki veliko pomenijo, ne, in ste znali to prepoznati. Seveda. Tukaj, če govorimo o številkah, to morda velja v določenem delu seveda za podjetništvo, tam smo se opirali na določene ekonomske kazalce, pa tudi ne samo na to. Treba je vedeti, da to gre za mlada podjetja, da to niso zrela podjetja, da tudi bilance niso take kot pri zrelih podjetjih, da so tudi potenciali drugačni, obeti drugačni. Zelo je odvisno tudi, kaj podjetje, s čim se podjetje ukvarja, ali ima potencial na trgu na dolgi rok, ali ga nima in tako naprej. Tako da tudi tu ni šlo samo za številke. V drugih kategorijah pa sploh ne. Mi seveda smo se opirali na konkretne dosežke posameznika, nagrade, ki jih je osvojil, medalje in tako naprej. Tudi mednarodno neko prepoznavnost? Tudi gledali smo absolutno, koliko so tudi mednarodno prepoznavni, koliko se mednarodno udejstvujejo in tudi že mogoče pobirajo določena priznanja, ne. Ker to je vseeno še en korak, morda neka nadgradnja vsega skupaj, ampak sicer pa so tukaj
smo se opirali izključno na mehke dejavnike. Ne. Že znotraj same kategorije vi ne morete primerjati, recimo popkultura in umetnost, to imate glasbo, to imate gledališča, slikarstvo in tako naprej. In tudi dosežki znotraj posamezne kategorije je nemogoče primerjati. Tudi šport, recimo, ki se zdi mogoče malo bolj homogen, pa tudi ne. Nogomet igra cel svet, v smučarskih skokih je nekaj držav. Ne. Kako to vrednotiti, kaj je pomembno, kaj je posamezna disciplina, športna tudi za nas kot Slovenijo pomeni. Smučarski skoki sigurno nam bistveno drugače pomenijo kot eni od držav, recimo, ki v tem športu ne sodeluje. Tako da tukaj smo res gledali posameznika, poskušali čim bolj pretehtati, vrednotiti in se na koncu odločiti. Povejva zdaj v bistvu, kako je potekal vsa ta proces. Nekaj si že povedala. Torej, najprej je bil javni poziv, razpis, da tako rečem. Vsakdo je prijavil lahko nekoga, za katerega se mu je zdelo, da si to zasluži. Poslala si tudi javni poziv institucijam po državi, ne? Da lahko prijavljajo različnim, mnogim institucijam. In dobili ste potem na Forbesu 120 prijav za približno 100 oseb. Prvo sito potem je bilo uredniško, v tem sem recimo tudi jaz bila ena od sodelujočih. Mi smo izbrali skupaj tiste prijave, za katere se nam je zdelo, da si zaslužijo priti pred strokovno komisijo. In ta strokovna komisija je ta teden, in zato sva zdaj tukaj, izbrala torej 30-ko. Ste imeli težko delo, torej ob tem zasedanju strokovne komisije, katere članica si bila tudi ti? Člane komisije, želeli smo se seveda zelo strokovno komisijo, dobiti člane, ki so vrhunski na svojih področjih, in sem zelo vesela, da nam je to uspelo, ker taka komisija, kot smo jo imeli mi, daje dodatno težo izboru in tudi je še eno od jamstev, da bo izbor res kakovosten. Torej za popkulturo in umetnost je bila Semira Kentrić, znana slovenska vizualna ustvarjalka, priznana tudi v mednarodnem prostoru. Za znanost in tehnologijo sta bila dr. Saša Novak, doktorica kemije in tudi predavateljica na mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. Za tehnologijo je presojal Luka Renko, on je strokovnjak tehnološki, je bil tudi direktor tehnološkega razvoja v podjetju Outfit 7, ki se je potem pred leti prodalo za milijardo, in je bil tudi pobudnik, če se spomnite, sledilnika v času covida, ki je zbiral, analiziral in potem tudi objavljal podatke o tem, kako hitro se širi virus. Boštjan Bandelj, on je uspešen podjetnik in tudi eden najuspešnejših Slovencev. Pa Jure Košir? Tako je, Jure Košir. Njega najbrž ni treba posebej predstavljati, znan nekdanji smučarski šampion. On je pa presojal seveda za področje športa. In ti kot urednica Forbesa, ne? Tako, in jaz kot urednica Forbesa sem nekako se skupaj koordinirala in pripeljala do teh končnih odločitev. Zdaj, vi ste se sestali samo enkrat, ne? Strokovna komisija. Oni, predvidevam, se niso pred tem niti poznali, ne? Kako je izgledal ta sestanek strokovne komisije? Ste bili zelo soglasni? So bile tudi kakšne, ne vem, napetosti, težke odločitve? Nekih napetosti, da bi rekla, ni bilo. Oni se med sabo v resnici niso poznali pred tem. Jaz sem jim vse potrebno gradivo, katerega so oni potem presojali, se odločali, sem poslala en teden naprej, tako da so imeli dovolj časa, da so te stvari prebrali, pretehtali, razmislili. Tako da potem sama komisija je trajala približno 2 uri. Bili smo, mislim, da zelo hitri, učinkoviti. Glede na to, koliko kandidatov je bilo iz koliko različnih področij. Vsak je povedal svoj izbor in ga tudi na kratko utemeljil, povedal zakaj.
vsi smo se strinjali, da se je zelo, zelo težko odločati. Tako da potem smo, vsak je bil suveren seveda v svoji kategoriji, ampak pol smo mogoče nekatere kandidate še skupaj predebatirali. In je bilo fajn, zato ker različne oči različno vidijo. Nekdo je pozoril mogoče na katere aspekte, na katere nekdo drug recimo sploh pomislili nismo. Tako da smo potem res z različnih kotov, različnih pogledov sestavljali slike in se odločali. In meni se je zdela ta komisija zelo konstruktivna. In tudi mislim, da smo izbrali res dobre kandidate. Oseb si mi rekla, je torej več kot 30, ne? Ker so na nekaterih mestih. Tam, kjer sta recimo 2 ustanovitelja podjetja, ne, se na seznam uvrščata skupaj, tako da to se šteje kot ena uvrstitev, čeprav sta v resnici 2, ne, tako da na koncu posameznikov je tudi nekaj več kot 30. Ja. Bojana, ti si v preteklosti delala dolga leta menedžerjevo lestvico 100 najbogatejših slovensko. Kako se je tisto delo, jaz se še spomnim iz svoje druge službe in to je bila tvoja druga služba, kako smo mediji spremljali to lestvico, kako se je tisto delo, kar si počela, razlikovala recimo od torej tega 30 po 30 projekta? Jaz sem, mislim, da 10 let sodelovala pri izdelavi te lestvice. Tu je vseeno treba vedeti, da tukaj gre za večjo ekipo ljudi, analitikov in novinarjev, ki to lestvico pripravlja. Če vzamem to lestvico, pa ta seznam 30 po 30, to sta 2 popolnoma različni stvari in v bistvu nemogoče primerjati. Ne? Ker, če rečemo v grobem, lestvico se pač ovrednoti delež, ki ga ima posameznik v podjetju in potem se te ocene oziroma rangira. Ovrednoti se pa na podlagi zelo jasnih ekonomskih kazalnikov. Tu že naš seznam 30 po 30, tukaj so že kategorije, grejo zelo v širino, a ne, podjetništvo je ena od njih, so še 3 druge. Tukaj dejansko se odločamo v veliki meri ali pa največji meri na podlagi mehkih kazalnikov. Tukaj je tudi bistveno težje bilo zbirati že sam nabor kandidatov, ne. Vi, ko gledate, ko pripravite lestvico najbogatejših, so kazalniki so javni, so znani, treba jih je seveda izanalizirati. Tukaj smo pa bili na polju mladih, ki so velika večina javnosti povsem neznani, ni nekih podatkov v njih, ni nekih informacij, tako da ta proces raziskovanja, zbiranja podatkov, preverjanja je bil zelo dolgotrajen, zelo naporen. Veliko sem stopala tudi z njimi v stik, sem jih direkt spraševala in iskala podatke, sploh tisti recimo, ki imajo podjetja v tujini, je v teh podjetjih ni skoraj nič javno znanega, tako da je bil ta nabor zelo zahteven in kot sem tudi že prej rekla, ne, vi pri lestvici najbogatejših imate podjetnike, rangirate oceno vrednosti njihovega premoženja. Tu pa že znotraj kategorije je bilo nemogoče primerjati. Ne? Tako da smo, tudi ko smo na koncu odločali, presojali, smo gledali seveda tudi na to, da smo zajeli tudi čim bolj raznolik nabor mladih, ne? Da so iz različnih športov, da so iz različnih umetniških ustvarjanj, da nimamo samo iz, ali pa da ni večina iz ene športne discipline ali pa iz, ne vem, enega kulturnega oziroma umetniškega ustvarjanja. Tako da smo probali zelo široko, zelo barvito paleto mladih sestaviti. Jaz veliko nič ne smemo razkriti v bistvu, ne? Ampak to pa že lahko rečem, da če pri podjetništvu so to ljudje, ki so širši javnosti nepoznani, lahko pa rečem, da pri športu so pa to ljudje, ki so že doživeli velike uspehe. Ne? To pa smela povedati. Ja, to je kar jasno, ne? Ker športni uspehi so zelo javni, zelo tudi krepijo to narodovo zavest, vsi to spremljamo, navijamo za njih, tako da tukaj so absolutno na očeh javnosti. Medtem ko druge kategorije pa ne, so znani nekih ožjih krogih, širši javnosti pa ne. In tudi zato smo se takrat na začetku odločili, da pozovemo še več kot 80 institucij iz teh 4 kategorij oziroma teh 4 področij, da nam
pomagajo s prijavami, da sodelujejo pri tem, zato ker ti mladi sodelujejo v njihovih sredinah. Oni jih poznajo, oni vejo zanje, oni vejo, kdo je dober, kdo neka znanstvena dognanja prinaša, nekaj posebnega razvija, je mogoče v umetniškem smislu izstopa in tako naprej. Oni vejo zanje, širša javnost, ne, in mi tudi ne. Tako da ta prispevek njihov se mi je zdel zelo pomemben in zelo dragocen, da smo lahko prišli do čim več takih res posebnih mladih talentov. A te je kaj v tem procesu presenetilo? Mogoče me je presenetil na začetku odziv, ker vseeno delamo prvič in tudi kolegi iz drugih edicij, recimo avstrijski urednik avstrijskega Forbesa je rekel, boste pripravljeni prvo leto, ne bo veliko prijav, bo treba zelo uredniško iskati kandidate in tako naprej, ampak odziv je bil v resnici zelo velik. Ne glede na to, da so bile nekatere prijave zelo pomanjkljive in je bilo treba res veliko dela vložiti, da smo potem dobili neko kolikor toliko jasno sliko o posamezniku, je bilo pa dragoceno, da smo imena dobili, ker tudi za imena nismo vedeli. Ne? In ta odziv me je presenetil in me je razveselil, ker smo tako prišli do res velikega števila, 100 kandidatov ni malo. Ne? In me tudi je bilo zanimivo opazovati, kdo se je v to angažiral, kdo se je prijavljal, najprej seveda mladi sami, ampak tudi potem njihovi mentori, šefi, zaposleni, prijatelji, znanci, sosedje celo, zelo širok krog ljudi se je v to vključil. No? In to me veseli, to me na nek način presenetilo. Kakšna so pa pravila, ki te zavezujejo kot organizatorka slovenskega 30x30 Forbesovega? Ti v bistvu si zavezana, recimo že to, da ne smeva zdaj povedati, ne? Ja, tako. Ja. Posamezne edicije Forbesove imamo v resnici zelo precej proste roke pri oblikovanju teh izborov v svojih državah, zato ker so države zelo različne, že po velikosti, ti nabori so drugačni in enostavno ne moreš ti dati enotna pravila za vse. So pa seveda neka pravila, ki se jih je potrebno držati in spoštovati, in ena od teh je, da so pač imena niso znana, dokler se ne javno objavijo. Mislim, posamezniki, ki so v izboru, tega ne smejo vedeti. No. Potem to, kar sem že omenila, če sta dva ustanovitelja podjetja, se na seznam vrščata kot ena uvrstitev, čeprav sta dva. Potem recimo zaveza je tudi, da mora pri procesu selekcije sodelovati strokovna komisija. In seveda prvi in glaven pogoj je ta, da so mladi na dan razglasitve mlajši od 30 let. In ta pravila postavlja kdo? Ta pravila postavlja pač Forbes, matično oziroma glavno podjetje v New Yorku, in to so mednarodne smernice, ki jih dobimo vsi Forbesove edicije po svetu. Zakaj, Bojana, se ti zdi ta izbor tako pomemben? Slišali smo, kaj bomo z njim dobili, da bomo spoznali teh 30 oziroma nekaj več kot 30 ljudi. Zakaj se tebi osebno zdi kot urednici Forbesa pomemben? Pa meni se zdi tak izbor pomemben z več vidikov. Prvi je ta, da pokažemo na mlade iz Slovenije, ki izstopajo, ki so dobri v tem, kar počnejo, ki izražajo nek talent, ki je nujen za družbeni preboj in tudi samozavest. Torej, da detektiramo, kdo so ti mladi, ki so nekaj posebnega. Drugo je to, da mladi s tem svojim delovanjem so seveda zgled drugim in navdih, pa bi rekla, da ne samo mladim, kar vsem nam. Tretjič zato, ker svojim delom, vztrajnostjo, odrekanjem, vznesenostjo, zanosom in če marsikaj, kar premorejo, dokazujejo, da se da. In se mi zdijo en tak fantastičen dipol večnim jamravcem, da se nič ne da. In četrtič zato, ker s tem izborom, temu svetovnemu naboru izjemnih mladih talentov dodajamo zdaj tudi tej Slovenije. In so obok njim, in to se mi zdi zelo pomembno, da pokažemo, da tudi pri nas imamo
posebne mlade. A si opazila mogoče kakšen poseben trend, ali pa bom drugače vprašala, bi bil ta izbor verjetno, posebej pri znanosti in tehnologiji, pa tudi v drugih kategorijah seveda, ali pa podjetništvu, pred 10, 15, 20 leti precej drugačen, ne? Zagotovo bi bil drugačen. Nabor ljudi, ki so bili predlagani, s čim se ukvarjajo, ne? Zagotovo, že tehnološko področje bi bilo verjetno zelo drugačno. Ne vem, pred 15 leti nismo bili še toliko umetne inteligencije. Danes je to kar najbolj pomembno tehnološko področje oziroma področje, kjer se razvije največ tehnologij in tudi najbolj hitro. Tako da zagotovo bi bil drugačen. Ja. Prej sem mogoče še pozabila povedati, da je bilo izjemno težko oziroma veliko bolj, kot smo si mislili, to je še ena stvar mogoče, ki me je presenetila, da je zelo veliko mladih, dobrih, talentiranih z dosežki, ki so ravno 30 ali malo čez. Če bi mi delali izbor 35-35, bi bila slika, mislim, bi bilo zelo drugače. Bi bilo veliko več možnosti, veliko več kandidatov bi bilo. Da se pa najde kandidate, ki so pod 30, je pa težko, res težko. Tako da je bilo to kar proces. Ja, vem, da ste blazno pozornosti posvečala temu, ne, da res ne bi bil kdo niti en dan čez. Ne, kar mora biti, ko mi razglasimo, mora biti po 30. To je glavni pogoj izbora. Tako. Spomnim se tudi pri znanosti in tehnologiji, je bilo, mnogi so, tako kot si rekla, ravno nekaj nad 30, ker je v bistvu zelo težko do 30. leta že neke prebojne dosežke imeti. Študirati, doktorirati, imeti neke raziskave in tako naprej. Ne? Tako, v teh treh kategorijah zagotovo. Ne? Mogoče je tukaj najlažje v športu. Ker športniki pa zelo zgodaj začnejo in tam do 30 se v resnici že afirmirajo in že imajo kaj pokazati. Ne? Vsa druga področja bistveno težje. Ne? Pri podjetnikih, recimo, mi smo gledali, da ima že konkreten posel, konkretne prihodke, tudi konkretno število zaposlenih. A ne to nekdo, ki še nima 30 let, to je zelo, v resnici zelo velik podvig, da ti imaš, 27-28 let, vodiš, 10 zaposlenih, skrbiš za celotno podjetje, ki ima res konkretne prihodke. To ni enostavno. In ti si z nekaterimi, z mnogimi od njih si govorila, ne? Kakšen občutek si dobila? Ja, z mnogimi sem govorila, ker smo enostavno potrebovali še dodatne podatke. Za nazaj se sicer nekaj dobi, ampak seveda nas je zanimalo tudi za naprej, ne? Kako ta hip poslujejo, kako jim gre letos, kakšne načrte imajo za naprej, ker na koncu vse to upoštevaš, ko presojaš posameznika. Ne. Tukaj ne gre samo za nazaj, malo gledaš tudi za zdaj. Ne. In seveda presojali smo na podlagi tega, kar se zdaj dogaja in podatkov, ki smo jih pridobili, ki smo jih iskali res po najboljših močeh, tako da tu je ta naša odločitev. Omenila si ti prej že ta pomen za družbo, ne? Zakaj je ta izbor pomemben, zakaj so ti ljudje pomembni, taki in si verjetno je kdo tudi, ki ni v izbor, ki ni bil prijavljen ali pa ki bo mogoče kdaj kasneje, ne? Upamo, da bo izbor še kdaj. Ampak se ti zdi, da veliko polagamo naša generacija v tem, rekla bom, zavozlanem svetu, ki se nam vlečejo v bistvu problemi že desetletja in zdi se, da se zadnje leta v bistvu te isti problemi samo še zategujejo, ne, v nek vozel. In se mi zdi, da gleda naša generacija na te mlade, na mlajše, torej mlajše tudi kot 30 let, kot na neko upanje, da bojo oni odvozlali to, kar se je zdaj vozlalo že naša generacija, pa predvsem generacije pred nami. Na en način jim polagamo v bistvu neko upanje, ampak hkrati tudi neko veliko breme, ne, te mlajše generacije. Ne. Veliko govorimo o mladih, poskusamo jih tudi mediji nagovarjati. Tudi takšni izbori so priložnost, da jih osvetlimo, da jim damo medijski prostor, tudi sicer prostor v družbi. Ne. Hkrati si pa predstavljam, da v bistvu so te mlajše generacije tudi obremenjene s temi istimi problemi, ki smo jih mi, ki jih je družba njim predala, jih predaja. Ne? Ja, ampak meni se zdi tukaj najbolj pomembno to, da se
mlade nasploh, ampak pa znotraj njih potem še te, recimo, ki izstopajo, da se jih prepozna, da se jih detektira in da se jih potem tudi ustrezno podpre. Ne? Samo govoriti mladim je težko, jim nalagamo veliko breme, vse to je res, ampak kaj narediti, da bojo to breme lahko nesli, da jih lahko tudi malo razbremenimo, da bojo lahko normalno živeli, normalno ustvarjali, ker to je garant za potem nek družbeni razvoj. In kar se meni zdi tukaj zelo pomembno je ta problem, da zelo težko pridejo do eksistencialnih dobrin, a ne, recimo kot je streha nad glavo. Da mlad človek za nek osnovni bivanjski prostor porabi velik del svojih prihodkov, ker so pač cene enormne, ali za nakup ali za najemnino, in da mu potem ostane komaj še kaj za neka druga, za druge stvari, se mi zdi res škandalozno. In že samo pred tem, če bi začeli, bi veliko naredili, ker bi potem veliko lažje živeli in veliko lažje ustvarjali in veliko več lahko tudi družbi dali. A ne? Predvsem pa tukaj me ne skrbi toliko družba kot taka, ampak me ne skrbijo mladi. Tako da tu se mi zdi, da odločevalci so res padli na izpitu in tukaj bi se res moralo veliko narediti tudi na področju zaposlovanja, da ni toliko prekarnih zaposlitev, da ne živijo od projekta iz roku ustane. To so se neke take osnovni eksistencialni pogoji za neko normalno življenje in ustvarjanje, ker če pogledamo te, recimo, ki smo jih mi imeli v naboru, ali pa recimo te, ki so zdaj v končnem izboru, ne, kaj oni dajo družbi? Mi lahko govorimo o prebojnih tehnoloških rešitvah, mi lahko govorimo o fantastičnih koncertih, predstavah, mi lahko govorimo o marsičem. Ampak kar je meni pomembno je, da oni družbi dajo sebe. Ne? Svoj čas, energijo, zanos, znanje, ideje, vztrajnost, odrekanja, vse to dajejo. Kažejo, da se da, zaznavajo probleme okrog sebe in v okviru tega razvijajo neke rešitve, zaznavajo, kje v družbi je manko in poslušajo te vrzeli zapolniti. Mladi dajejo sebe in take mlade je treba absolutno prepoznati in jih s vsemi 4 podpreti. Prej sem vprašala, kaj te je presenetilo, kaj te pa mogoče, kaj se ti je zdelo najbolj navdihujoče. Saj pravim, ne smeva povedati praktično nič, kdo je uvrščen, ampak vendarle. Je bil ves ta proces zate navdih? Navdihujoče mi je bilo to, kako oni kako ustvarjajo, kako delujejo, kako razmišljajo, katere vrednote jih vodijo, kaj jim je pomembno, kako zelo verjamejo v to, kar počnejo in kako zelo verjamejo v svoj uspeh. Tako da to mi je bilo, jaz sem se tudi z mnogimi pogovarjala in ti pogovori so bili res fajn, res taki osvežujoči, na trenutke morda tudi malce naivni, kar seveda sodi zraven, ne, in tako ena taka svežina je bila, en tak svetu, lep projekt je to, tako da to me je mogoče najbolj navdihovalo in predvsem to, da niso defetisti. To res verjamejo in so res en tak lepa protivtež neki tej mantri v družbi, ki je kar močna, ne, kako ni nič mogoče, kako se nič ne da. Zato pa sem rekla, ne, da v njih gledamo in polagamo neka ta upanja za stvari, ki se nam zdijo nam čisto zavožene, mogoče ti neki sveži pogledi, pa upati se, dregniti v nekaj, kar se nam zdi klopčič, oni pa mogoče lahko to razrešijo, upajmo.
Tudi drugače gledajo, se mi zdi, na te stvari. Ne? Mi smo mogoče malo bolj obremenjeni s tem. Oni bistveno manj, oni ustvarjajo, oni grejo za tem, oni delajo. Ne? Kar oni zares potrebujejo, so te osnovni pogoji življenja. In tukaj bi mislim, da je res država padla na izpitu in tukaj bi bilo treba res zagotoviti, da bo lahko normalno živeli in ustvarjali. In če sva že pri izboru, da končava še v bistvu s tem, torej kdaj kdaj bomo ljudje izvedeli, katerih 30, kdo so na tem seznamu 30 in kje? Kot rečeno, to bomo izvedeli 13. novembra. Na posebnem dogodku in seveda bomo objavili tudi na naši spletni strani, na spletni strani N1 in upam, da bojo tudi drugi mediji prispevali k temu, da razširimo to novico. Dobro, hvala lepa. Torej, se veselimo objave tega seznama in jaz že vnaprej čestitam vsem, ki so se znašli na njem. Niso se znašli, ampak so v bistvu s svojim delom prišli tja, to delo, za katero sem tako rekla. Jaz se tudi zelo veselim tega izbora in tudi vseh prihodnjih. Hvala lepa, Bojana. Hvala tebi.